Živjo, Karmen. Živjo. Te lahko vprašamo, s čem se ukvarjaš, da voziš tak dober avto? Z večjimi stvarmi. Imam svoje podjetje, pa delam še v enem podjetju, sem desna roka direktorja, tako da sem kar pridna, no. Imamo pa eno vprašanje, a ti si odraščala v izobilju? Pa moram reči, da ja, no. Da sem imela to srečo, da je moja mama res zelo uspešna ženska bila. Tako da res je ona ena moja največjih vzornic in se zgledujem po njej, tako da imam to srečo, ja, da sem kar imela vse v življenju, no, že od malega. Denar sem pa začela služiti pri 23. Takrat z bivšim smo imela restauracijo, potem na koncu 2 restauracije, en lokal, tako da sem kar že navajena delati in služiti svoj denar in biti uspešna ženska, no. In s kom v svetu bi se lahko primerjala? S kom v svetu bi se lahko primerjala? Ne vem, Kim Kardashian. Malo za šalo, ne vem, kaj jaz vem. Jaz mislim, da smo vsi unikatni, no. Da je vsak za sebe uspešen, lep. Tako da jaz sem pač za sebe, jaz sem pač Karmen, tako da ne bi se z nobenim primerjala. Zdaj pa gremo pogledat moj vrt, moj bazenček, kjer se tudi dogajajo pool party, pikniki, poleti. Evo naš bazenček. Tako da tu se odvijajo ti naši pool party, muska, kopanje, pečenje na žaru, sončenje, tuširanje v kopalkah. Bi rada tudi povedala vsem, da si lahko pač vsak, če bo priden, pa se pridno učil, pa pač si zadal neke cilje v življenju, ne? Lahko uspeš, ne? So pač cilji morajo biti, ker če ni ciljev, pa boš zdaj sedel doma, pa študiral, odkot bi prišel denar ne pade z neba, ne? Tako da jaz pač polagam roko na srce vsakemu, da pač naj se učijo, imajo visoke cilje, ne? Ker takrat, ko imaš visoke cilje, lahko uspeš, ne? In nikoli ne obupati, ne? To je tista prva. Pa so ljudje kdaj dvomili v tebe? Pa kaj, jaz vem, sigurno se kak je našel že od šije, no, kako bi rekli temu, da so dvomili v mene in so pač upali, da mi ne bo uspelo, no. Sem dobila zelo debelo kožo, tako da se sploh ne obadam s temi stvarmi, mislim, vedno iz leta v leto si močnejši, ne pridejo mi sploh do živega te stvari. Ljudje naj kar šimfajo, glej, pač jaz živim svoje življenje, tako da ga uživam maksimalno in zato tudi delam, da ga uživam, ne. Tako da, evo, gremo zdaj v notranjost hiše. Da še te vidite ta skromen del mojega življenja. Evo, zdaj se nahajamo v predsobi, mislim, preddvorja, kako se temu reče. Tako da tu se jaz tudi malo rekreiram, ko je čas, seveda, ne, tako da moram skrbeti za svojo postavo. Tu so tudi eni spominki, ki sem jih prinesla iz mojih potovanj, ker pač obožujem potovanja, to je moja velika strast kot šoping. Tako da jih je kar nekaj sem nabrala, nekaj še jih je na posterišču, ampak tiste bomo pustili za drugič. Evo, tukaj pa je moj največji zaklad, to, kar jaz obožujem. To seveda ni vse, ne, ker zadosti sem na poti in je nekaj še tudi v avtu, nekaj so v vrečkah, nekaj v kovčku, nekaj v sobi. Tako da to je en delček, ne, ki so, na primer, ene izmed mojih ljubših labotinke, ampak jih zelo malo nosim, ne, se vidijo, da so še, mislim, da so bile enkrat nošene, ker so pač res tak special, da nažalost pri nas v Sloveniji jih nimaš kam obuti, ne. Tako da upam, da bo kaki Viktorji zdaj, da bomo lahko jih obula. Prišla, ne. Tu za mano se nahaja WC za goste. To je en mali WC, ker pač jaz sem glede tega ful striktna, glede higiene in tega in pač imam svoj WC in WC za goste. Tako da, to pač mora biti pri meni, no. Imam rada čistočo in red in higieno. Ja, tako da tu pa, evo, ta. Tu se pa nahaja moja kopalnica, kjer se urejam, ličim tudi, tuširam, tudi izmed ljubših kotičkov, no. Evo, tukaj je pa moj dnevni prostor. Tukaj pač uživam, se sproščam, gledam TV, uživam v klimi. Tvoje življenje izgleda tako popolno, tudi ti si popolna. Ja, hvala. Pa me zanima,
če si kdaj dovoliš priznati tudi kako napako. Ja, seveda, se pa vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo in vsi delamo napake, tudi jaz delam napake in mislim, da še bom jih delala, ne, celo življenje, tako da jaz pravim, vedno na napakah se učimo in to nič ni narobe, če delamo napake, tako da ljudje ne se tega bati, ne, tako da... Pa vprašaš kdaj koga za pomoč? Seveda, da tudi jaz vprašam za pomoč, jaz pravim, tudi jaz sem samo človek, ne, nisem robot. Najraje pač vprašam mojo mamico, ne. Ona je res moj zaklad, moj vzor, moja najboljša prijateljica, tako da če kakšen takšen nasvet, pač grem k njej, ne. Imamo en predmet, ki pač ima zanimivo zgodbo, ne. To je ta medo, ta medo iz vrtnic. Tega medota pa sem dobila po pošti, verjetno od nekega skrivnega oboževalca. Ni bilo ne imena, ne sporočila, samo medo, ne. Tako da, če si gledaš to, ne se javi, kdo si, ne, da vem, ne, da se lahko ti zahvalim, ne. Tako da, ja, ta medo je prišlo to, ne. Potem, ne, pa še zanimivo, ne, je pa za tem sivim medotom prišel še pinki medo, ne. In tudi ta medo ni imel, ne kdo ga je poslal, ne dobenega sporočila, tako da ne vem, ali je to ista oseba, ali je to druga oseba, ampak ja, glede, meni je všeč, tako da sem jih kar uporabila, pa jih dala za dekoracijo, no. Evo, tu pa karmenina, zaenkrat še sama. Upam, da bo v kratkem v dvoje, ampak to je zelo težko, zato ker se, kot sem rekla, se me moški bojijo, pa tudi pri moče, jaz imam kar velike zahteve, no, pri moških. Kakšne pa? Pač imam nekaj, nisem idealen, ne nastopam v nekih stvareh, zato ker pač sem že vedno malo starejša in si pač želim moškega ob sebi, ki bo merjest, ki bo zvest, ki bo uspešen, ki bo imel iste hobije kot jaz in da bomo res lahko skupaj uživala. In če do tega ne bom našla, sem pač rada sama in sama uživa in se bom res super, no. To je pa še, zopet rečem, eden izmed mojih ljubših kotičkov, kot verjetno vsake ženske, garderobna omara. Koliko kosov se tule noter skriva? Joj, to ti pa ne bi znala povedati, ker ogromno, glej, ker to je, se vidiš, niti več nimam prostora, zato sem tudi prej rekla, da moram zdaj v kratkem narediti čistko in tista oblačila, ki ne nosim, pač bom jih podarila puncam, ki si tega ne morejo privoščiti. Ne vem, ne znam ti povedati, ogromno. Tada tu imam pač res, ker pač rada res šopingiram, tudi ko hodim na potovanja, kot sem že povedala, ful rada potujem. Si res na vsakem potovanju kupim nekaj kosov oblačila, ne. Tako da, na primer, to je ena oblekca, ki sem si jo kupila na Baliju, ne, taka fancy, ne, shiny, ker Karmen ima rada shiny tudi, ne, tako da, ja, je ful lepa, ampak zopet tu v Mariboru je težko kaj to obleči, ne. Če bi šla na zmenek s svojim sanjskim moškim, kaj bi oblekla? Pa mogoče, evo, bi to oblekco lahko oblekla, ne. Ker je taka bolj, ne, malo zapeljiva, malo seksi, ni za tisto preveč, ne, ker jaz vedno pravim, ne smeš preveč odkrit, pa preveč zakrit, ne, nekje vmes, ne, morate punce to delati, ne, za preveč se biti cele odprte na pol noge, ne, ker to moške odbija, ne. Kam pa bi šla na zmenek za to oblekco? Kak zmenek za mene bi bil nekje na plaži, sončni zahod, večerica, svečke, vrtnice, kakšna violina ali pa nekje na jahti. Kaj si pa misliš o plastičnih operacijah? Ja, ne, to je kao tabu tema, ne, Karmen, plastik, fantastik, ne. Jaz mislim, da to nič ni takega. Jaz sem na primer šla na prvi lepotni poseg, na primer, ko sem bila stara, ne vem, po 35. letu, no. Pustimo prsi, sem šla prej. Ampak ja, ne vem, ampak ljudje iz tega tako delajo, ne, mislim, gledajte, to je moje telo, moj denar, moje življenje, tako da jaz bom delala s tem, kar hočem in noben mi ne bo nikoli rekel, če komu ni všeč, ne vstran pogledaj, ne, to. Ne moramo si biti vsi všeč, ne, jaz sem sama sebi všeč in to mi je najbolj pomembno, gled. Si v realnem življenju ista, kot so te prikazali v šovu? Nisem biti tam s puncami v izolaciji, ne, in ti valjda si ne mora biti vse všeč. V realnem življenju pa, če mi nekdo ni všeč, se umaknem in normalno pač tam sem pač skipela, ne, to so pač drugi faktorji bili, tudi prikazano je bilo malo bolj dramatično, ne, da se to še bolj, ne, govorilo, pisalo, ne.
Ampak ja, če mi nekaj ni všeč, pač povem, gledaj, to pač taka sem in tudi znam digniti glas, ja. Karmen, na kaj v življenju si najbolj ponosna? Najbolj ponosna sem tako na mojo mamico, to sem vam že tako povedala, ne. Ampak ponosna sem tudi na sebe, zato ker sem toliko močna ženska, toliko, mislim, ne vem sploh kako to opisati, ker ne vem, nič mi ne pride do živega več, no. Ker ljudje to komentirajo, naprimer nas punce iz šova, nas niti ne poznajo, niti nas niso v življenju videli v živo, pa niti niso s tabo spregovorili besede, pa imajo največ povedati o tebi, ne, tako da meni so prav smešni in se jim prav smejim, ne, tako da, gledajte, vi samo govorite, pišite, šimfajte, mene to samo dviguje, pa delaš še močnejšo, tako da, žal me ne morete prizadeti. Kakšne komentarje si pa želiš pod tem videjem? O, ja, tu bojo tudi komentarji. Glej, želim si razne komentarje, tako da, gledajte, če hočete uspeti, me srčkajte. Dajte lepe komentarje, če nočete uspeti, me hejtajte, ampak komentirajte. Love you all. Kdo je pa na tej sliki? To je tudi Jan, to je pa moja ena izmed ljubših daril za rojstni dan, ki sem jih dobila. Sem dobila od moje prijateljice in prijatelja. Mislim, da je res unikatno darilo, ki bo mi ostalo vso življenje. Tako da pač res bom darila takšna rada unikatno, no, da ti res nekaj pomenijo in da ostane celo življenje. Če bi imela možnost poslati pismo 14-letni Karmen, kaj bi v njem pisalo? Kaj bi v njem pisalo? Jaz mislim, da bi pisalo v tem pismu: Karmen, ne boj se, glej, uspelo ti bo, tako da ti samo uživaj in delaj to, kar si delala do zdaj in boš videla, da boš najboljša punca na svetu. Zdaj pa, jaz mislim, da je bilo dovolj, da ste me dovolj spoznali, tudi jaz vas znam že dovolj, zdaj pa pejte, ajde, gremo. Čau. Adijo, Adijo, hvala. čau.